Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Občinski svet Mestne občine Koper je na včerajšnji seji obravnaval domnevne načrte Luke Koper za gradnjo plinskega terminala in pretovor utekočinjenega naftnega plina v Koperskem zalivu. Svetniki so odločno nasprotovali gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu ter Luko Koper pozvali, naj na eni izmed prihodnjih sej predstavi svoje razvojne načrte. Župana so pooblastili, da še naprej spremlja vse aktivnosti, ki bi lahko vplivale na kakovost življenja občanov in okolje. Za dodatne 3 mesece so podaljšali začasno zadržanje prodaje zemljišč na območju Srmina, ki jih želi pridobiti Luka Koper. Kljub več konstruktivnim sestankom med občino in Luko Koper dogovor še ni bil dosežen, zato bodo pogovore nadaljevali. Če do dogovora ne pride, bo župan lahko ponovno začel postopek javne dražbe. Svetniki so potrdili tudi strategijo za mlade 2026-2030, ki krepi vključevanje mladih v razvoj lokalne skupnosti. Sprejeli so še novelacije investicijskih programov za posodobitev CČN Koper in izgradnjo kolesarske steze s pločnikom Škocjan-Bertoki. V torek je v Pokrajinskem muzeju Koper potekala javna tribuna o razvojnih usmeritvah Mestne občine Koper do leta 2050. Številni prisotni deležniki regijo usmerjajo k odpornejši skupnosti, demografski vitalnosti in delovnim mestom z višjo dodano vrednostjo. Prav zato načrtujejo 4 medsebojno povezane razvojne stebre, in sicer logistiko, modro in srebrno ekonomijo ter trajnostno kmetijstvo in turizem. Modra ekonomija je zagotovo ključ prihodnosti. Mi smo dejansko edina vrata te države, edina pomorska vrata te države. Obalnega pasu res ni veliko, ampak to, kar nam pa ponuja, je dejansko dragocenost, s katero jo moramo znati ravnati, jo moramo znati ohraniti in jo moramo znati tudi razvijati. Torej ne gre samo za vprašanje pretovora, gre tudi za druge stvari, ki jih vključuje modra ekonomija, in tukaj imamo verjetno veliko rezerv. Glede na to, kje se giblje naše prebivalstvo, glede na starost in tako naprej, je naslednja priložnost tudi srebrna ekonomija. Srebrna ekonomija, naj povem, ne gre samo za to, da se ukvarjamo z stroški, kako dejansko ohraniti zdravo prebivalstvo v višji starosti, ampak gre za to, da je to tudi prebivalstvo, ki ima največji odstotek prihrankov, da je srebrna ekonomija dejansko tretja ekonomija v svetu, torej nudi veliko, in da seveda tukaj je veliko možnosti za razvoj, veliko novih tehnologij, odpiranje novih inovativnih zakonskih podjetij in tako naprej. Seveda mi hočemo, kot pravi vizija, ohraniti našo lastno identiteto. Naša lastna identiteta je tudi kmetijstvo, torej sredozemsko kmetijstvo, trajnostno kmetijstvo, ker pa seveda se moramo, kot rečeno, ubadati s tem, kako ga preoblikovati, kako ga transformirati, kako ga narediti bolj odpornega na to, kar prinašajo dejansko novi vremenski pogoji, torej podnebne spremembe. In pa seveda turizem. Neizbežno je, da turizem si ga tukaj v prevalnem pasu želimo, tudi je prisoten, veliko lahko ponudimo, ampak seveda to, kar si želimo, je seveda turizem, ki ne bo bil turizem vsega, ampak turizem kakovosti. In seveda, če ugotavljamo, da je problem v tem, da se različni deležniki, ključni deležniki ne povezujejo ravno najbolje, je verjetno tudi smiselno se pogovarjati o tem, kako bi jih lahko povezali, a gre tukaj za neko oblikovanje nekega stičišča. Predstavniki mestne občine, Univerze na Primorskem, ZRS Koper, Luke Koper, Primorske gospodarske zbornice in drugi ključni deležniki regije so na javni tribuni izpostavili, da je obalno-kraška regija s Koprom v središču ena od najmočnejših gospodarskih območij države z nadpovprečnim BDP na prebivalca in najnižjo brezposelnostjo. Hkrati pa se sooča z najvišjim tveganjem socialne izključenosti, nadpovprečno energetsko revščino in hitrim staranjem prebivalstva. Gospodarstvo je trenutno zelo odvisno od prometa in logistike, inovacijska intenzivnost pa je med najnižjimi v državi. V smislu tveganja revščine je ta indeks pri nas višji, kot je povprečje v Sloveniji. Mogoče samo za prikaz lahko vidite tole sliko tukaj. Dejansko je obalno-kraška regija med 3 regijami v Sloveniji, kjer je ta indeks najvišji. In ko se pogovarjamo o indeksu socialne izključenosti, prav tako prevladujemo in dejansko sodimo med tistimi 5 regijami v Sloveniji, ki imajo ta indeks najvišji.
Naj samo povem, da se ta indeks tveganja revščine dejansko v prejšnjem letu celo nekoliko znižal, a leto pred tem je bila Obalno-kraška regija vodilna po tem indeksu. Skupna vizija predvideva, da bo Koper do leta 2050 diverzificirano, inovativno in odporno gospodarsko središče severnega Jadrana, gospodarski razvoj pa bo poskrbel za višjo kakovost življenja vseh občank in občanov. Poletje je že potrkalo na vrata, kar potrjuje tudi prvi letošnji vročinski val. Koper bo v prihodnjih mesecih zaživel v znamenju pestrega poletnega dogajanja, ki bo letos postreglo tudi z nekaj zanimivimi novostmi, ki jih pripravlja Zavod za mladino, kulturo in turizem. Na področju kulture, poletje z biseri, kino večeri, ne samo Kino Istra, tudi večeri na Prešernovem trgu, večeri na placu na Podeželju, Librisovi narečni večeri, dogajanje v mestu, filmski večeri na Muzejskem trgu, poletje z biseri, koncerti avgusta, Ribiška vasica, ki ne ponuja letos samo nekega gastronomskega dogajanja, ampak tudi ostalo kulturno, glasbeno, izobraževalno. Če začnemo od strategij, je zagotovo to, kot sem omenila, da je pomembno, da je sprejeta strategija na regijski ravni za razvoj turizma. Poleg tega pa se v bistvu potem so se odvili kar nekaj evropskih projektov v teh mesecih, od teragotike, torej odprtje razstave v Koprskem zvoniku, do nove učne kuhinje, ki bo postavljena v okviru projekta Blue Crab, do festivala kaštelirjev, s katerim bomo pridobili novo 5-zvezdično doživetje v mestni občini Koper. Na drugi strani nadaljujemo tudi z uspešnimi prireditvami, ki so postale, si upam reči, tradicionalne in ki beležijo res pozitivne, dobre odzive. Hkrati pa nadgrajujemo tudi Altroke Istra letos, povezujemo torej z Sladko Istro, lokacija bo letos postavljena ob morju in bo hkrati v istem vikendu, ko bo potekalo tudi športno plezanje. Verjamemo, da bo ponudba pritegnila številne obiskovalce in upamo na lepo vreme. V letošnjem letu je bil sprejet zakon, ki omogoča občinam, ki jih obiskujejo potniške ladje, da obračunavajo turistično takso. Iz tega naslova si Mestna občina Koper letos obeta okrog 200 000 evrov, ki bodo namenska sredstva, s katerim se bo vlagalo nazaj v infrastrukturo. To vidimo, bom rekla, je en pomemben korak, torej, da vsaka taka dejavnost, ki definitivno bremeni prostor, ampak na drug način mora tudi vračati v ta prostor. Po prvih podatkih letošnjega leta Koper beleži stabilne turistične rezultate. Od januarja do maja je destinacijo Koper obiskalo skoraj 9% več gostov kot v preteklem letu. Nočitve pa so se zvišale za 4,5%. To kaže na to, da so kazalniki za prihajajoče poletje dobri, upoštevajoč tudi dogajanje na svetovnih trgih oziroma na svetovni politični ravni. Namreč tudi iz raziskav je razbrati, da se gosti letos odločijo za bližnje in bolj varne destinacije, kar Koper zagotovo je. Potniški terminal pa je pridobil nov turistično-informacijski center. S ponosom povem, da so jo sodelavci sami notri zrisali, nabavili opremo, vse, kar je noter potrebno. Poskrbeli smo za to, da je ponudba izdelkov domača, pristna, dobra, tudi prilagojena potnikom iz potniških ladij, ki ne morejo v nekih velikih embalažah se vračati na svoje ladje. Tako da odzivi so dobri. Prvi odzivi so dobri, zagotovo je to pomembno, kakšno izkušnjo doživi potnik, ko zagleda mesto. In prvo, kar zagleda, je potniški terminal. In prej s šotorom se nismo postavili na tako dober zemljevid pristanišč, ampak sedaj zagotovo je ta izkušnja dosti boljša. V ponedeljek so v Portorožu uradno odprli prenovljeno osrednjo plažo, ki velja za najdaljšo plažo v Sloveniji. Delavci so v morje nasuli 3700 kubičnih metrov naravnega rečnega materiala, s čimer so ustvarili blag naklon in varnejši dostop za otroke in starejše. O novostih in tem, da prodnata plaža doživlja pravo renesanso, je spregovoril direktor podjetja Okolje Piran, Nesed Dolaj. Vodni del oziroma akvatorij centralne plaže Portorož ni bil dejansko, nikoli se v njega ni vlagalo. To je bil tudi eden večjih
bom rekel, izzivov v Portorožu. Medtem ko smo na kopenskem delu lahko urejali in pripravljali plažo, da je bila simpatična in sprejemljiva za goste, tega v vodnem delu nismo mogli delati. Dosti je bilo ravno na to temo, bom rekel, pripomb. Kopalci so bili zadovoljni z storitvijo na kopnem, sama voda jih pa ni privlačila, ker je bila kalna. Zdaj smo pa z nasutjem proca dosegli, da je voda bistra, privlačna. Pri tem bi pa rad poudaril, da je pa kvaliteta vode čisto ista, kot je bila prej, se pravi, je na najvišjem možnem nivoju za kopanje. Odlično kakovost kopalne vode in visoko raven storitev na plaži potrjuje tudi modra zastava, ki so jo v zrak dvignili že 29. leto zapored. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov, pri čemer so v morje, kot rečeno, nasuli beli soški prodec, zaradi česar je videz obale zdaj še toliko boljši. O samih investicijah piranske občine v zadnjih 2 letih pa je spregovoril tudi župan Andrej Korenika. Že lani smo dosegli številko 50 investicij, letos to nadaljujemo. Nekaj časa smo rabili, da smo prišli do projektov in to je zdaj, mislim, da smo, bom rekel, veter dobili v jadra in bomo jadrali tako tudi naprej. Kot ste že sami rekli, je tukaj Portorož, Fiesa, ne smemo pozabiti tudi na zaledje, tudi tam veliko vlagamo tudi v šole. Tako da je v bistvu, bom rekel, tak investicija za investicijo in skušamo občino razvijati naprej, da nadoknadimo zamujeno in predvsem, da nudimo našim občanom boljše življenje v naši občini, da bodo tukaj zadovoljni. Podjetje Okolje Piran o prenovi morskega dna pospešeno investira tudi v spremljajočo infrastrukturo. Pod hotelom Metropol se v teh dneh zaključuje ureditev novih sanitarij in tušev, na 2 koncih plaže pa so postavili tudi nova igrala in zagotovili nakup 2 daljinsko vodenih klančin. Oprema bo gibalno oviranim osebam omogočila samostojen vstop v morje, medtem ko bo za varnost vseh kopalcev stalno skrbelo 7 reševalcev iz vode. V Portorožu se tudi letos napoveduje odlična sezona, nenazadnje smo že v začetku junija priča številnim kopalcem in turistom. Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos s sedežem v Piranu je postalo prejemnik državne nagrade Rada Smerduja za leto 2026, najvišjega državnega priznanja na področju ohranjanja narave v Sloveniji. Nagrado podeljuje Republika Slovenija za izjemne dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave ter predstavlja najvišje nacionalno priznanje na tem področju. V letu, ko društvo Morigenos obeležuje 25 let delovanja, nagrada predstavlja posebno priznanje dolgoletnemu delu na področju raziskovanja delfinov ter varstva morskega okolja. V obrazložitvi nagrade je odbor med drugim zapisal: Morigenos je povzdignil paradigmo Slovenije kot pomorske države na povsem novo raven. S civilno-družbeno dejavnostjo letošnjega prejemnika nagrade, ki obsega izjemno znanstveno in strokovno delo, izobraževanje ter spodbujanje občanske znanosti in krepitve aktivnega državljanstva, Slovenija stopa na najvišjo civilizacijsko stopničko pomorske države, takšne, ki spoštuje, raziskuje in varuje svoje morske ekosisteme. Mestna občina Koper je sporočila, da se je uradno zaključila prenova kulturnega doma Božiči v Hrvatinih. Prva faza, ki je poskrbela za zunanjo podobo objekta, je občino stala okrog 500 tisoč evrov. Ideja naložbe je bila posodobitev in sanacija ključnih delov kulturnega doma, s čimer bi bil izboljšan funkcionalni, varnostni in energetski standard objekta. Poleg omenjenega nujnega posega je dom pridobil še potrebno izolacijo in novo fasado ter nova okna in vrata, sanirana pa je bila tudi streha. Objekt ima prenovljeno tudi fekalno in meteorno kanalizacijo, obdaja pa ga tlakovana okolica z novimi zasaditvami mediteranskega rastja. Po 2 mesecih in pol je v sredo znova stekel promet čez železniško cesto, ki povezuje Ankaran in Koper. Z interventno izvedbo druge faze rekonstrukcije cestišča, ki je obsegala utrditev, preplastitev in delno razširitev vozišča ter ureditev odvodnjavanja,
je vožnja po tej izjemno pomembni prometnici zopet varna. Nujno potreben poseg gradbenih del v vrednosti več kot 503 tisoč evrov je opravilo podjetje CPK. Cesta je bila doslej z zožani in številnimi udarninami in jamami že dlje časa nevarna, pogoste pa so bile tudi nesreče in poškodbe pnevmatik. Omeniti velja, da je lani občina že poskrbela za prvo fazo prenove, ker sta bili izvedeni kolesarska steza in hodnik za pešce na nasipu vzdolž ceste. Most čez Ankaranski obrobni kanal je bil tokrat iz posega izvzet, saj je predvidena njegova rušitev. Za samo rušitev kot za gradnjo novega mostu in zakritje stroškov dokončne rekonstrukcije železniške ceste je zadolžena Luka Koper. Poletna sezona se je začela in v slovensko Istro prihaja mnogo različnih turistov. No, v zadnjih dneh se je v prav posebnem vozilu pripeljal prav poseben gost. Poglejmo. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjih dneh odvili v slovenski Istri. Kulturno dogajanje začenjamo v soboto ob 14. uri v Koprski taverni, kjer bo utripal Etnofest Koper 2026, tradicionalni festival kultur sveta. Bo na to potekalo v znamenju priljubljene poletne muzejske noči, ki se bo pričela ob 18. uri. Pokrajinski muzej Koper bo vse do polnoči brezplačno odprl vrata palače Belgramoni tako, do 22. ure pa bosta za obiskovalce odprta tudi etnološka zbirka na Gramšijevem trgu in grad Prem. Sobotni večer se bo ob 21. uri zaključil v koprskem prizorišču Jacksonville z gledališko predstavo Servis družba Stroj 7G v izvedbi glasbene šole Talja. V nedeljo ob 20. uri pa se selimo na trg pri kavarni Triglav v Kopru, kjer bo v okviru cikla Glasbeni bicikel potekal koncert zasedbe Bandit Orkestra. Po krajšem premoru bo v torek ob 20. uri izjemno zanimivo v Koprskem bastionu. V okviru festivala Izis bo potekal imerzivni zvočni performans z naslovom Undulating Waves. Ustvarjalci Tilen Lebar, Marija Nikolič in Mauricio Valdez bodo skozi hidrofonske posnetke iz Strunjana, Izole in Pirana ter z živo izvedbo na saksofonih, oboji in elektroniki poustvarili vzporedni zvočni svet jadranskega morja. Večer ob 21. pa bo v izolskem Hangar baru potekal koncert Teo Colori Tria. V četrtek pa se selimo v Izolo na Largo pri Špini, kjer bo ob 20:30 zazvenel tradicionalni četrtkov večer pri Špini, tokrat z nastopom Katje Šulc in Marina Kranca, ki bosta občinstvo čarala s kubejskimi pesmimi. V petek ob 18. uri pa bo v Srednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru potekal literarni akvarij, na katerem bosta gostovala uveljavljena pisatelja Leonora Flis in Neven Ušumović. Za ljubitelje elektronskih ritmov pa bo ob 20. uri v Centru mladih Koper potekal večer Only Člans, kjer bosta nastopila Vojani in Rahul. Pozneje ob 21:30 pa se v portoroškem magazinu Grando obeta odprtje razstave Ausstellung Laibach Kunst, znane slovenske zasedbe Laibach. V uri pa se bo v kavarni Lodža na Koprskem Titovem trgu pričel 33. Primorski poletni festival. Otvorila ga bo legendarna Goldonijeva komedija Kavarna, ki bo čudovit ambient pod zvezdami spremenila v pravo gledališko prizorišče, polno duhovitih dialogov in živahnih likov. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za ta teden vse. Hvala za pozornost in vidimo se zopet naslednji teden.